Lepo pozdravljeni. Danes vam bom povedala pravljico, ki jo je napisala Linda Sunderland in nosi naslov The Kiss. V slovenščini bi bil to poljubček. Govori pa o čarobni moči, ki ga ima poljub. In zdi se mi, da je ta pravljica še posebej sporočilna v teh težkih časih, v katerih smo zdaj. Pravljica pa gre takole. Nekoč je živela babica in ta babica je imela dva vnučka. Nekoč je ravno odhajala od njiju, mudilo se je na avtobus in najstarejši vnuček, Edvin mu je bilo ime, je babici poslal poljubček, takole po zraku. Babica ga je ujela in ga spravila v žep. In potem je odhitela na avtobusno postajo. Tam se je usedla zraven nekega starejšega gospoda, ki je bil videti zelo žalosten. Babica se je spomnila na poljubček, pokazala mu ga je in gospod se je nasmehnil in kar naenkrat je babico prijel za roko in zaplesala sta. Kar tam po ulici sta plesala in ljudje so najprej čudno gledali, potem pa je kar od nekod prišla glasba in vsi so zaplesali. No, potem je prišel avtobus in babica se je odpeljala. Izstopila je na svoji postaji in se sprehodila po parku. In tam na eni klopci je zagledala mamico in pa hčerko. In iz ust te mamice so prihajale same grde besede. Babica se je spet spomnila na poljubček. Vzela ga je iz žepa in ga pokazala mamici. In kar naenkrat se je mamica pričela smejati in tiste grde besede, ki so prej prihajale iz njenih ust, so se spremenile v pisane balone. Poletele so v nebo, nad oblake, mamica in hčerka pa so se še kar smejali. Babica je ugotovila, da večkrat, ko pokaže poljubček, bolj je poljubček žareč in večji postaja. No, babica je potem kmalu šla domov. Ni bila dolgo doma, ko je nekdo pozvonil pri njenih vratih. Šla je odpret in tam pred vrati je bil nek čuden gospod. Tak oblečen v draga oblačila, pred vrati je imel parkiran drag avto, na ustih pa je imel narejen nasmeh. Takšen nasmeh, ki ni pasal k njegovemu obrazu. Babici je povedal, da bi rad kupil poljubček. In babica ga je vprašala, zakaj bi rad kupil poljubček. Gospod je odgovoril, da zato, ker ima toliko denarja, da lahko kupi vse, kar mu srce poželi. Ampak babica poljubčka ni želela prodati. Gospod pa ni odnehal. Sicer je odšel, ampak v naslednjih dneh je babici pošiljal sporočila, metal jih je skozi dimnik in v teh sporočilih je babica prosil, naj proda poljubček. Ampak babica se ni dala, poljubčka ni želela prodati. Potem je pošiljal rože. Tudi temu babica ni podlegla. Nazadnje je pod okna pošiljal glasbenike. Igrali so od jutra do večera, tako da babica ni mogla zatisniti očesa. Ampak poljubčka še vedno ni hotela prodati. In ko je gospod videl, da babica poljubčka ne bo prodala, je neke temne noči prišel v njeno stanovanje in poljubček ukradel. Zaprl ga je v srebrno kletko in ga odnesel na podstrešje svoje hiše, tako da ga nihče več ni mogel videti, razen njega samega. Poljubček je postal vedno manjši in manjši in vedno manj bleščeč. Pa tudi nad njegovo hišo so se zgrinjali temni oblaki, sonce se je skrilo in tudi ta gospod, ki je poljubček ukradel, je bil vedno bolj žalosten. Postal je tako žalosten, da se je odločil, da bo poljubček vrnil babici. In res je nekega dne odšel do babice. Babica mu je odprla, posedla ga je za mizo, ponudila mu je čaj in piškote in
Ko sta sedela tam za mizo, je babica odprla kletko, v kateri je bil poljubček, in ga vzela ven in ga spravila v svoj žep. No, kmalu zatem je gospod odšel. Babica je opazila, da je še vedno zelo nesrečen. In zato mu je poslala svoj poljubček. Gospod ga je ujel in prvič se je na njegovem obrazu pojavil tisti pravi pristni nasmeh. No. Babica je čez kakšen teden dni spet odšla do svojih vnučkov. In takrat jo je eden izmed vnučkov močno objel. In babica je tudi ta objem shranila. Shranila ga je v svojo garderobno omaro. In kadarkoli je odšla ven na sprehod, si je okoli vratu ogrnila objem. V žepu pa je imela shranjen poljubček. In tako je bilo njeno življenje lepo. A si predstavljate, kako lepo bi bilo, če bi vsi ljudje v svojih žepih nosili poljubčke in okoli svojega vratu imeli oblečene objeme. Kako lepo in toplo bi nam bilo pri srcu. Zato vas pozivam, da pošljete čim več poljubčkov. Tudi če jih ne morete dati v živo, pošljite jih sosedom skozi okna. Pošljite jih preko družabnih omrežij. Objemali se bomo pa, upam, da kmalu. Želim vam, da čim lepše preživite te težke čase. In tudi jaz vam pošiljam poljubček.